Vsekakor mi naziv pomeni izjemno čast, na drugi strani pa tudi odgovornost. Slovenija je v preteklosti gostila že številne mednarodne dogodke, tako poslovne kot športne, vendar pa sem sam mnenja, da se je s pandemijo vse nekako postavilo na izhodiščno točko, tako da bomo morali narediti kar precej, da se dogodki vrnejo nazaj v Slovenijo. Promocija kot sama je za Slovenijo izjemnega pomena za pridobivanje tudi ostalih dogodkov. Vemo, da imajo športni dogodki, tako kot poslovni, številne multiplikativne učinke, saj udeleženci in športniki za destinacijo prinesejo neko dodano vrednost, večjo porabo. Postavljamo državo na zemljevid dogodkov. Športni dogodki kot taki imajo različne učinke. Na eni strani so športniki ob organizaciji dogodkov sami ambasadorji destinacije, promovirajo državo kot turistično državo za dogodke, destinacijo za organizacijo večjih dogodkov. Sami dogodki pa tudi pripeljejo s seboj številne udeležence, navijače. V času pandemije smo dobili številne sledilce, nove trende, tako da vse skupaj ima izjemni pomen. Kljub majhnosti Slovenci veljamo za izjemne organizatorje športnih dogodkov in ob organizaciji teh mednarodnih srečanj nekako se prepletajo športni uspehi, promocija države, turizma, kulinarike, aktivnega preživljanja časa. Nekako vsi družbeni sloji se združijo v tem času in mislim, da je to neka prihodnost tudi za našo državo, ki kljub majhnosti slovi kot izjemna gostiteljica in organizatorka vseh srečanj. Ne glede na stroko, moramo stopiti skupaj, narediti vse, kar je v naši moči za promocijo destinacije kot take in v državo, v Slovenijo, pripeljati čim večje število dogodkov. Pandemija je zagotovo postavila nove smernice. Kar se tiče športnih dogodkov, če se jih lahko mogoče malo bolj dotaknem, bo zagotovo na prvem mestu varnost. Organizatorji športnih dogodkov bodo morali postati eksperti v zagotavljanju varnosti za udeležence in tekmovalce. Na drugi strani pa tudi dostopnost. Nekako bližnji trgi bodo tisti, ki bodo ključni pri organizaciji dogodkov kot takih. Pri športu se napoveduje, da bodo individualni športi in športi na prostem nekako hitreje okrevali. Novi trendi, ki so se pojavili v času pandemije, kot je digitalizacija, virtualni dogodki so pripeljali do tega, da so bila prizorišča v športu, to pomeni športne dvorane in stadioni, da so bili prazni. In nekako so se organizatorji dogodkov morali povezati s svojimi podporniki, navijači na drugačen način, skozi neko digitalizacijo, aktivacijo na družbenih omrežjih in to je nekako osnova tudi za organizacijo dogodkov v prihodnje. Če pogledamo strokovna srečanja, je to neko mreženje, druženje, da dodatno vrednost. Športniki pa bodo rekli, da igranje in nastopanje pred navijači ima poseben čar in zaradi tega tekmujejo. Tudi tu so neki večplastni pozitivni učinki. Pri športu mladi hodijo na tekme, občudujejo svoje idole, s tem nekako povečujemo vpise v športne programe, skrbimo za zdrav način življenja tako za mladostnike kot širšo populacijo. Po drugi strani pa je potrebno vedeti, da organizacija dogodkov brez prisotnosti gledalcev pomeni tudi ekonomski rizičen vidik in veselim se že srečanj ponovno v živo z podporniki, navijači in verjamem, da bo Slovenija v prihodnosti gostila še številna tekmovanja in različne strokovne dogodke.